Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Dobrodošli v prvo epizodo nove YouTube serije in sicer naslov te serije, kot ste prebrali iz naslova današnjega videa, je Treniram znan obraz. Serija, v kateri bom jaz treniral folk, ljudi, ki niso niti mogoče toliko konektani ali pa sploh nemajo veze z fitnessom, pridejo na channel, se pogovarjamo, jih malo vodim skozi trening, tako da mogoče ta svet fitnessa in bodybuildinga razširimo še več tudi do tistih, ki mogoče sploh ne vejo za to oziroma jih mogoče niti ne zanima, ampak če vidijo mogoče kakšno njihovo znano osebo, znan obraz v tem svetu bodybuildinga, jih bo potem mogoče malo to pritegnilo. Tako da jaz sem ful vesel za to prvo epizodo. Jaz že letim v fitness, kjer se bom dobil s prvim gostom prve epizode. Mislim, da ga vsi dobro poznate iz TikToka. Če pa ga ne, pa ga boste spoznali. V glavnem, Treniram znan obraz, epizoda 1. Začenjamo z novo serijo, prav se je veselim. Če ti je všeč koncept te serije, spusti like, spusti subscribe. V komentarje folk mi zapišite, koga bi želeli, da vprašam, če bi snemali video oziroma epizode v naslednjih epizodah. Kogarkoli, torej to res ni mišljeno, da je folk, ki je povezan s fitnessom, lahko je kdorkoli in ne rabijo niti biti, ne vem, samo influencerji, ampak kdorkoli, ki bi mogoče bil zanimiv za YouTube channel, za takšen trening. Tako da spuste v komentarje ideje, kdo bi to lahko bil. Letimo v fitness in se dobimo z današnjim gostom. Koša folk, danes smo s Fitmaxom, nove serije. Kako je, kako se kliče? Treniram znan obraz, sem že povedal. Ja, zelo sem znan. Erdo Merdo, followajte na TikToku, reportajte. Okay, kaj? Erdo, TikTok star. Vsi ga na TikToku poznajo. Ja. His takes are 110% accurate, vedno. Real in controversial. Real? Ja. Real as fuck. Erdo je tudi average Ohio prebivalec. Weakest Ohio. Ne, zakaj weak? Ne, nisi weak. Nema kao weakest in kao si močen. Moraš biti močen. To so te Ohio fore, ki jih jaz ne razumem. Ampak Erdo je specialist v njih. Tako da Erdo je realno povezan s gymom. Pač, ker jaz sem rekel, da ta serija je za folk, ki tudi mogoče sploh ni povezan s gymom, ampak Erdo je povezan s gymom. Zdaj treniram že nekaj mesecev, 3 oziroma 2,5. Zdaj sem malo še na antibiotikih, ampak nije vezano. Je bil malo bolan, ni panike, tako da danes bo tudi malo bolj, ne bo nek wow trening, ker tudi jaz zdaj ne delam wow treninge, tako da pride lih prav. Ja. Tako da ti treniraš nogomet, ne? In potem ko lahko gym. Ja, malo za estetiko, malo za tako. moč. Ker na enem prejšnjem videu si tudi rekel, nikoli ne moreš biti dovolj močen, dovolj nabit. Vedno lahko napreduješ. Vedno lahko si boljš. boljš. Tako. To je full dober mentality. Danes sva z Erdotom nekako se dogovorila, da bomo imela chest and back trening. Ja, Ohio chest and back. Ne vem, kaj je razlika med normalnim in Ohio, ampak mi bomo imeli Ohio. Da, tu swingamo. Tu... Ne. We don't do that. We don't do that here. Tako da bolj machine focus danes, cable focus glede hrbta. Mislim, da bomo imeli malo več fokusa na prsa kot pa na hrbet. Tako da bova šla skupaj skozi treninga, bom vodil malo, mislim, da 4 vaje za prsa, za zizike in 4 oziroma 3-4 za krila za hrbet. Ja, da poletimo. Da poletimo proti Ohio. Ti si aktiven na TikToku, ne? Največ. TikTok je tvoja platforma, tako da trenutno on the screen imate njegov TikTok, pejte ga pofollowati, če ga še ne followate. Hvala. In jaz in Erdo si zdaj pripravimo pre-workout. Erdo je spil enega zero. Ma to mene ne efekta, ker sem iz Ohio. Ampak dobro, ta je kefin, tako da iz tega je dobil stimulante in iz tega bo zdaj dobil vse druge sestavine, ki jih potrebuje, da se ne bo overdozal na stimulantih. Bomo spili en... Eksplodira srce, zato uporabite kodo MAX5 in kupite si ta amazing pre-workout. Ki si ga tudi ti naročil, si rekel. Ja, danes sem si ga naročil. Tako da evo. Jagada kiwi, by the way. Jagada kiwi pasen okus. Zdaj si pripravimo, zmotamo ta pre-workout in folk začnemo z današnjim treningom. Let's go. Kot smo rekli, danes bo malo večji fokus na prsa in bomo začeli kot vedno z chest flysi na pec decku.
Feks. da, kot je rekel tudi Erdo, ki že pozna, torej pre-exhaustion za prsa, da dobimo ta pump. Tukaj ni toliko working, tukaj imamo samo en working, torej imamo 3 stopnjevalne do enega working To je bolj seta. segrevalno pol. Tako. Dobro, To je res segrevalno, ker je prva vaja, potem vse ostale sete, ki so tako počasni, pa so stopnjevalne, tako da to je res segrevalna. Imamo 3 segrevalne sete do enega working, Ok. tako da potem se približno po mojem veš, koliko delaš, ne? Ja. In potem bomo videli zdaj pač glede izvedbe, pač jaz bom začel delati in potem, če bo karkoli za popraviti, bom dajal pač tipse Erdotu in tako počasi greva skozi celoten workout. Ja. Let's go. Torej tu ciljamo to, da komolci grejo skupaj, ne torej, da ne delamo to, veš? Ja. Da komolci grejo skupaj. Ali si predstavljaš, da bicepse daš skupaj? Tako, In v dobiš bistvu, squeeze? tako. Jaz najbolj res, da komolce pač približam, ne? In full fora je tukaj, kje vidim full napak, je v bistvu, ko folk Ja. dela to. Torej, ramena bi rad videl, da jih daš nazaj, da se izprsiš lepo, da stojiš visoko in potem, da grejo ramena lepo, Vidiš, vidiš? ko naredim dober form, je, da si predstavljam, kot da delam pres. In če delaš pres, Tako. na koncu narediš full dober fly. Ker Tako. Če moraš presati, Tako. prav narediš tako. Torej, da se izprsiš in da v bistvu komolci in celotna rame in roke grejo pač pod prsi, ne? Ja. Torej, da ni to, ampak da je to. Ja. In potem tu lepo skvizaš in Da si activate lepo čest. tako. In počasi greš nazaj, da se raztegne, ker je ta stretch tu je ful pomemben. To je zdaj, ko me je prvi set, tako da ni nekega prevelikega skviza, ker ni še tašna kilaža, ampak počasi. Tako da ja, to so ta neka bistva. Komolce ne rabiš toliko spustiti, ampak jih držiš v bistvu ravno. Ja. Torej, tako ja, tu. Da jih ne rabiš spuščati, ampak držiš kar visoko. Ok, zdaj kot smo rekli je ta working set, tako da tukaj ciljamo na nekje 10-12. 10-12, tako da to približno, ko treniraš že nekaj časa, večinoma veš, koliko ti je kilaža, da ti je pač to težko, veš, pri Ja, teh ja. 10-12 ponovitev. In tu se držiš za ta en working set, kjer probaš res držati formo vedno isto, ker če se zgodi forma, potem je brez veze. Tako da, let's go. Ajde še. Pa si. Bravo. 5. 6. Komolci visoko, ko greš nazaj. Tako je. 7. Ok, let's go. Ok, še, gremo. Počasi. Vsaj 10. Ajde. Jep. Ajde zadnja. Izprsi se, gremo počasi. Ok, še. In zdaj počasi nazaj spuščaš. Držiš na prsih težo in spustiš. To je to. Končali flyse, kot smo rekli, prva vaja je že malo pump. Ja. Pump je, ne? Jaz takoj Definitivno. pač. Takoj se dobi pump, takoj. Erdo je že pump. Thanks. In zdaj gremo na ta flat press mašin. Tukaj imamo 2 stopnjevalni, kot smo prej govorili, ne? Okej. Torej to niso več zdaj segrevalne, ker smo sigreti. Tukaj samo, da pač stopnjujemo do te neke delovne kilaže, ne? Ja. Tako da ti bo zdaj spet mogel malo videti točno, kje ti paše ta. 2 stopnjevalne, 2 delovne. Obe 2 delovne ciljamo, da isto ponovitev, ista kilaža, približno. Aha, ok. Torej nazaj počasi, spet komolci ravno, torej ne tu. Ja. Komolci ravno, da te tu lepo raztegne in potem presaš spet s temi visokimi prsi, ne? Ja. Torej ne to, ampak visoka prsa, torej roke grejo pod prsi. Dol rame in... Tako, in potem tu na koncu squeeze, ne? Ok. Tukaj pa je že squeeze, tako da. Super. Ne rabiš niti toliko trzniti
Tako je, greš v bistvu bolj progresiv. Probi se držati bolj visoko prso. Tako je. Sam. Ajde. Sam. Še. Časi. Sem puno obejem, a mislim, da ti je desna malo močnejša. A? Mislim, da ti je desna malo močnejša. Ja, imam to razliko, še posebej zdaj. Jaz tudi. Še posebej zdaj. Ma dobro. Dobre. Moraš se pušati. To je to. Pač mi rame malo. Ajde. Jep. Ok. Še ena. Jep. Ok. In zdaj počasi nazaj. V redu? Pukli. Ti bi naredil side chest. Ma ja, ni ga še. Dobro, ne? Ja, dober pa. Ok, tako da, evo ga, zaključi ta flat press in zdaj gremo tukaj, tako je vaja blizu, ki je incline chest press. Komod, tu, to je to. Tako je, izprsi se čim več. Že ti malo gre nazaj komolec, torej tu, to je to. Probaj komolec mogoče še malo bolj dol, še malo bolj sem, tako je. Koliko? Ne, tu. Tako je, to. Sam. Časi. Ok. Časi. Lega. Let's go. Bist. Tam tako dol. Zdaj se začne naprav. Feks. Ja, gremo. Ok, počasi. Plesom ti pomagam. Ok. Ok, zdaj počasi dol in spustiš. Sam. Ok. Bravo. Smo? Ok. Evo ga, zaključili to tretjo vajo za prsa. Do zdaj, kako je Erdo? V redu? Ja, dobro. Erdo leti. Sem preživel. Je preživel? Da. Erdo se je zelo dobro držal. Tako da zdaj začnemo z vajami za hrbet, jaz začnem s pull-upi. Tako da imamo, to je tudi tako, aktivacijska vaja. Aktivacijska vaja za hrbet, za segret, za aktivirati hrbet. Tako da zdaj imamo 2 seta. Dobro. Prvi set malo več ponovitev. Jaz večino naredim prvega 12, drugega 8. 12 pull-upov. Ja. Pa kaj je, what fuck tip je bist? Ja, Bravo. zdaj, ki sem lahek. Zdaj si bolj len, ja. Zdaj, In ki mišice sem si lahek, ohranil, zdaj se si pravi. lahek. Tako. Dobro. Tako da evo, ja. Tako da prvi malo več, drugi malo manj. Ok. Ker to je, ne boš mogel narediti dvakrat isto, po mojem. Ja. Razen če narediš ful nizko. Tako da naredimo ta 2 seta in potem gremo na lat pull down. Potem na koncu, če ne uspeš, ne, Ja. pač ful ni fora
ker tukaj ni kalistenika, tukaj je samo za aktivirati hrbet, potem lahko delaš tudi te partialse, torej samo od spodaj in da prideš samo do tu, veš. Ja. Ker že to, če gledaš, Vse tle se let je največ se aktivata v tem ful se range. tu, od spodaj, ne? Ja. Torej, to, ko greš čisto do konca dol in potem samo ta premik, Ja. ko priješ čisto do konca, ko ne moreš več narediti cel pull-up, lahko narediš par teh partialsov za napumpati, ne? Ja. Tako da, evo, zdaj imamo še eno in potem gremo na lat pull-downe. Da nekaj naredil, nisem ga videl. In potem gremo na lat pull-downe oziroma upper back pull-downe. Rows. Dumbbell rows. Dumbbell Ja, rows ja, bomo ja, delali. Bravo. Zdaj lahko par teh partialsov in to. To je to. Zdaj gremo na ta lat pull-down, ki je v bistvu nekaj vmes. Mi bomo delali to izvedbo, ki je malo vmes, glede na to, da je res poleg teh pull-upsov prva vaja, da spet torej, damo v aktivacijo upper back in latse. Tako da, bolj ko delaš tako, je upper back, ne? To je ono, ko se nagnejo in ko delajo tako, to je upper back čisti. Ja, vem. Sploh ni latsev. Če delaš naprej, da v bistvu tako ravno pred sabo vlečeš, pol to so latsi, to ful malo polka dela. Ja. Potem pa, če greš tako nekaj v bistvu vmes, ker si ravno in tako v bistvu vlečeš tako tudi malo nazaj, ampak dol, potem to je in latsi in upper back. In tako da mi bomo to ciljali. Tako da imamo 3 stopnjevalne, segrevalne, whatever, Ja. in potem 2 delovne. Okay. Ker smo rekli, torej za hrbet bomo imeli samo 3 vaje vse skupaj, ko zdaj naredimo to, potem dumbbell rowse, potem gremo na zadnjo vajo za prsa, cable chest slice in potem še tisti zadnje za hrbet bo tisti JPG. One single arm, ja. D-handle. Kar je optimalno v Ohio tudi. Optimal Ohio lat training. Ja, unilateral pull down. Vse besede uporabiš. Se probiš držati čim bolj ravno, niti se ne daš toliko nazaj, Ja, se držiš tu in zdaj dol. Eto. In s komolci ciljaš kolke svoje. Tako. Okay. Niti ne rabiš toliko takniti, prideš do brade, do tu. Komolce ciljaj dol, ker nemogoče je ravno dol, ampak če boš ti imel v glavi, da ciljaš dol, bo potem bolj štegaš. Ampak jaz vem, ko si to delal, sem tako, ki vsi rečejo, da lahko malo tako swingaš. Ja, ne. Ne swing, ampak pač, Da greš nazaj, da se malo, ne? čisto malo Ja, najdeš ampak nazaj. potem to je ono že Pol je samo bolj upper back, upper, ja, to je ja, samo saj upper vem, back, saj ne? vem. Mi In pa za ta probamo teris. tukaj nekje vmes. Ja, ja. Torej, da čutiš tu lece in da čutiš upper back. Ja, ja, ja. Tako, ja, počasi gor. Tle squeeze. Bravo. Bravo. Ok. Bravo, počasi. Gremo. Ok, počasi. Še imaš. Gremo. Čekaj. Ajde. Krč bom dobil v forearmu. Forearm. Ja, malo krč. To, ki si delal tako, veš? To tudi potem te je dobil krč. Primlo malo. Ja, ja. Preveč sem stiskal. Veš kaj, to je to, ki si, mogoče si slabo zapel, ne? Ja. In pa si delal s palcem od spodaj.
Aha, Ja. Delaš palcem od spodaj, potem si stiskal in se tako aktivira to, ne? ja. Zato pa je ful pomembno, pač v takšnih primerih, vidite, zdaj on torej je nehal set, ker ga je forearm, a v bistvu zaradi hrbta pa bi lahko še Ja, še delal, ne? malo. Bom šel na rosih, pol mešne. Ne, ampak to je samo, zakaj se pač uporablja straps. Aha, ja. Torej, da si lepo zaviješ okoli štange in da ne rabiš palcev uporabljati, da lahko daš palec lepo nad štango in da v bistvu samo s komolci lepo vlečeš dol, ne? Okay. Ampak evo, to je primer, ko odpovejo forearme. No, sem hotel, res sem hotel, a ni šlo. Lost connection. Majke mi. Tako da zdaj gremo na dumbbell rows. Zdaj, če bi se lahko tam od strani gledal, torej, da ti je hrbet čisto raven, ne? Torej, tudi tako se daš z nogo, da nisi tako gor, ampak da si čisto raven. In to nogo daš čisto nazaj, da imaš prostor tukaj s to roko, s komolcem vleči nazaj. Okay. Torej pri rowsih, posebej dumbbell rowsih, ne, s komolcem moraš vleči, ne samo da vlečeš gor, ker v bistvu pot za rowsi je do hrbta in tu se ustavi. Ja, se to vem, to Ne je. rabiš Če vlečeš pol čez, se aktivira Uno je notranje. nič, uno ni nič. Ja. Torej rowsi do hrbta, ampak fora je, kam vlečeš komolec. Torej Proti komolec waistu, ali? čim bolj proti kolku, dol proti Ja, kolku proti- vlečeš, tako. Ampak seveda nagnjen in zato to nogo pač premakneš čisto bolj nazaj in vlečeš proti kolku. To je to. Tudi tle ful pomaga, če daš prst okoli, Okay, ja. da ne vlečeš tako, ampak da je tako. In prav tako to pol bomo uporabljali strepse tukaj. Da me ne prime spet krč. Da ne pride spet krč. Tako da evo, tukaj imamo eno stopnjevalno in pa dve delovni. Vsaka roka, torej to je unilateral. Top. Bravo. Torej, kot sem rekel, komolec, da vleče proti kolku, od spodaj počasi, pustite, da vas pač dumbbell raztegne in to je to. In gremo še na zadnja za prsa, tako da to je pri tem chest and backu. Probajte, je ful zanimivo, ko malo mešate, torej ko ne naredite samo prsa in potem samo hrbet, ampak da se v bistvu malo pump poveže. Tako da zdaj gremo na še to zadnje vaje, chest flies-e. Tukaj pa itak prsa ne rabi več. Tu imamo zdaj 2, 3 delovna po okusu. Da si jih do konca malo dostrajam. Tako. Samo za ono fraja, čisto do konca prsa. Lahko 2 delovna, pa zadnji drop set, lahko en delovni, en drop set. Okay. To po občutku res. Tukaj, tako je. V bistvu tukaj moraš ciljati, da v bistvu kabel ti gre isto kot to. Ja, v liniji. Tako v isti liniji, točno to. Probaj se tu samo še malo izprsiti. To je to. Tu smo malo omejeni, ker imamo samo pač en kot gor od kablov, ni nič namestljivega. In potem si v bistvu glede na svojo višino omejen kot. Tako da pazi, da ti gre v isti liniji. Tu je gor lahko greš bolj. Kar bolj sem lahko gre. Tako je. Probaj malo. Tako je. Ampak komolec isto kot to. Tako je. Isto kot to gre komolec. Bravo.
Alpha Workout, Alpha Sigma, Alfa, Ohio, Sigma. Alpha Ohio Sigma, Ziz. Sigma. 50% ki vas gleda, vas ni subscribani. Pejte dol. Ne bo žalil, ampak lahko pa poveš, da se subscribe. Lep si, ampak če si lep, pej še subscribe, pozoriš. Pač, come on, no. Bodi kot Erdo, poslušaj Erda in klikni subscribe. Jaz nisem subscribe, ne si pač. Jaz sem bil prvi subscribe. Erdo, Ohio, prvi subscribe. Ja. In še zelo pomembna stvar, ajde Erdo, povej, koliko lajkov na ta video? 300 in 400 bomo ciljali. 350, evo. 350 lajkov. Skidate vam prijem na dom in vam speče piškotke. Piškotke. Za Božič. Piškotke za Božič, evo, 350 lajkov je zahteval. Erdo, če si prišla do konca tega YouTube videa, v komentarjih spusti Ostotamo kostnjača. Lobanjo, da vidimo, koliko boš gledal video čisto do konca. Folk, to je to od mene in od Erdota. Za to prvo epizodo treniram znan obraz in se vidimo naslednjo sredo ob 6 na novem YouTube videu.